Lepo pozdravljeni. Koža je največji organ našega telesa. Koža nas varuje pred zunanjimi nevarnostmi in tudi obremenitvami. Kaj pa, če se na koži pojavijo spremembe, ki jih povzroči psoriaza oziroma luskavica? Nedvomno se začnejo pojavljati dvomi in številna vprašanja, žal mnoga od njih so tudi zmotna. Profesor dr. Tomaž Lunder, doktor medicine, specialist dermatovenerologije v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Dober večer in dobrodošli. Dober večer. Če bi morda nadaljeval tukaj, kjer sem uvodoma začel, kakšna bolezen je luskavica? Luskavica je najbolj pogosta kožna bolezen, prizadene približno 2% vseh ljudi. Začne se večinoma v odrasli dobi z zelo značilnimi vnetnimi spremembami na koži, in to je njena značilnost. Torej gre za kronično vnetno kožno bolezen, ki ni nalezljiva, ki se pojavi največkrat odraslim, včasih že v otroški dobi, včasih pa šele v visoki starosti. Ni vedno omejena samo na kožo, čeprav pri večini bolnikov se začne na koži. Malo redkeje se pojavi lahko tudi psoriatični artritis, oblika revmatizma, ki je povzročena z istim bolezenskim procesom. Nekateri bolniki pa imajo oba problema sočasno. Verjetno se kot zdravnik v svoji bogati in uspešni karieri srečujete z čisto življenjskim vprašanjem, ko pride bolnik k vam in vam verjetno reče, kako sem jaz to sploh dobil? Ja, v bistvu na to vprašanje ni enostavno odgovoriti in največkrat pri posameznem bolniku nemogoče. Zagotovo, in to je znano že kar dolgo, je pri psoriazi pomembna genetska nagnjenost, vendar ni nujno, da vsakdo, ki se rodi z geni, ki povečajo verjetnost za nastanek luskavice, tudi bo dejansko v svojem življenju razvil znake luskavice na koži. Zato je potrebnih še več sprožilnih dejavnikov. Med njimi so na primer razne okužbe. Ni nujno, da gre za kako hudo infekcijo. To je lahko navadna angina, virusna okužba zgornjih dihal. Potem nekatera zdravila lahko vplivajo negativno, razne razvade, kot je prekomerno uživanje alkoholnih pijač, kajenje. Celo hudi psihični stresi lahko vplivajo negativno in ti sprožilni dejavniki pri osebi, ki se že rodi z geni za luskavico, v odrasli dobi lahko izzovejo njen prvi pojav. Ko pa je bolezen že v teku, pa zopet, če je oboleli izpostavljen tem dejavnikom, lahko privedejo do njenega poslabšanja. Večinoma bolezen poteka valovito, izmenjujejo se obdobje izboljšanj in poslabšanj. Poslabšanja so največkrat v jesenskih in zimskih mesecih zaradi okužb zvečine, medtem ko v poletnem času pri mnogih bolnikih pride do prehodnega izboljšanja. To je marsikdaj posledica izpostavljanja ultravioletnim žarkom, predvsem soncu. Čeprav po drugi strani seveda že lahko na tem mestu opozorim, da kot mnogi gledalci najbrž vedo, sonce tudi ima svoja tveganja, je lahko škodljivo in tudi ni rečeno, da bo vsakomur, ki ima luskavico, sončenje pomagalo. Kdo pa je bolj nagnjen k tej bolezni? Moški, ženske, kaj pravi nekako praksa? Ni pravzaprav kakih večjih razlik med spoloma in tudi v večini svetovnih populacij je pogostnost luskavice okrog 2%. Tako da tudi v Sloveniji, čeprav nimamo nekih lastnih epidemioloških študij, ocenjujemo, da je okrog 40.000 bolnikov z luskavico. Na srečo večina med njimi ima blage oblike, kakih 10% pa hujše oblike. Če kar tukaj nadaljujem, pomeni, da poznamo več vrst luskavice. Ja, najpogostejša je luskavica z plaki, gre za vnetne plošče, ta oblika je najbolj številna. Te vnetne ploskve se razvijajo večinoma na koži nad komolci, nad koleni, mnogokrat tudi v lasišču ali na ledvenem predelu, torej na spodnjem delu hrbta.
Na teh mestih je koža pordela, vnetno zadebeljena in na površini se lušči. To luščenje je srebrnkasto, sivkaste barve. Ta oblika luskavice je najbolj pogosta. Zdaj, če je oblika blaga, so žarišča razmeroma maloštevilna in majhna, kadar je bolj razširjena, seveda so številčnejša in se pojavljajo po večjih površinah. Poleg te oblike poznamo pustulozne oblike luskavice, kjer se na žariščih, kakršne sem opisal, pojavljajo še gnojni mehurčki. Bodisi so žarišča raztresena po vsem telesu, lahko so omejena samo na dlani in podplate, včasih pa se pojavljajo samo na konicah prsov, rok in nog. Poznamo tudi oblike, kjer so prizadeti predvsem nohti in lasišče, in pa seveda, kot že omenjeno, psoriatični artritis, bolezen, ki prizadane sklepe, bodisi male sklepe, kot so recimo sklepi med kostmi v prstih ali v rokah, v zapestih, lahko pa tudi kak večji sklep in nazadnje seveda tudi hrbtenica. Tako, spoštovani in spoštovane, ki spremljate ta pogovor, toliko za uvod. Seveda pa je nas zanimalo, kaj o bolezni ve širša javnost. Zato smo se odpravili na ulico in na ključne izbrane povprašali, ali vedo, kakšna bolezen je luskavica in ali je nalezljiva. Poglejmo, kakšne odgovore smo dobili. Ali veste, kakšna bolezen je luskavica? Ja. Kakšna? Da se ti koža ljubi, pa tak rdeč si. Ja, to je bolezen kože, ni. Pa je nalezljiva? Ne, kakor jaz vem, ne. Imam kolega, ki ima luskavico. Luskavica je bolezen, ki se ti pojavi na koži, kjerkoli ni tako belo in ne vem, če je ozdravljivo. Pa je nalezljiva? Ne. Vem, kaj imam jaz. Aha, kakšne težave imate? Ja, srbeče, pa mažem. Kje pa imate, na katerih delih telesa? Imela sem na komucih, na kolenih. Ja, drugače pa si je to zdravilo. Ali je nalezljiva? Aha, če je nalezljiva? Ne, kakor jaz vem, ni nalezljiva in živim z mislijo, da ni nalezljiva. Je pa neprijetna, ne? Verjetno za tiste, ki jo imajo. Ja, je neprijetna, vendar mislim, da s to zadevo se da normalno živeti in okolica to naj bi sprejemala, kakor vse druge razne naše dodatke, ki si jih damo z raznih fabrikatov na kožo in tako naprej, nase in vase. Pa je nalezljiva? Ne. Pa se vam zdi, da prizadene samo kožo ali tudi druge organe? Mislim, da tudi notranje organe. Jetra. Mislim, da v bistvu iz jetrov izhaja nekako. Če mogoče veš, kaj je to luskavica? Ja, kožna bolezen, ki pač povzroči luske in se lušči koža dol iz tebe. Pa je nalezljiva ta bolezen? Ne, ni nalezljiva. Tako, slišali smo, kaj menijo naključno izbrani v Novem mestu. Profesor Lunder, z nekaterimi odgovori so te vaše uvodne razmišljanja ljudje potrdili. Ste presenečeni na to ozaveščenostjo? Na nek način da, in to prijetno presenečen. Tudi gledalci so zelo pokazali dobršno stopnjo razgledanosti. Predvsem praktično vsi so povedali, da luskavica ni nalezljiva, ker je v preteklosti bil en kar hud problem za obolele, kajti marsikdaj, ko se pacient, ki ima kožna žarišča, sprehodi v javnosti in so te spremembe vidne, so bile reakcije okolice dostikrat strah, odbojnost, kar je velikokrat bilo pogojeno ravno z zmotnim prepričanjem, da so te spremembe nalezljive. Drug razlog seveda je, da predvsem večja žarišča pri luskavici niso včasih najlepšega videza in seveda to je vir mnogih težav, ki jih imajo oboleli. No, vsekakor pa moramo nekatere stvari malo pokomentirati. Poglejte, profesor Lunder, ena od anketirank je dejala, da je izvor za bolezen luskavica, da so jetra.
No, tukaj pa vsekakor se ne morem strinjati. Kar se tiče jeter, je možno, recimo, če oboleli uživa prekomerne količine alkoholnih pijač, ker je v resnici žal pri mnogih, predvsem v preteklosti, ko luskavice še ni bilo možno zdraviti tako uspešno kot danes, so mnogi oboleli, zapadli tudi odvisnost od alkohola in to je seveda tudi privedlo do posledic na jetrih, ampak ne obratno, da bi jetrna bolezen bila kriva za nastanek luskavice. In samo še to, če še enkrat jasno, eksplicitno poveste, luskavica ni ozdravljiva, čeprav je gospa rekla, da se je pozdravilo. To ste že malce obrazložili uvodoma, da pride do izboljšanj, da je to ciklično. Ne? Žal, tudi z najsodobnejšimi zdravili ni možno bolezni enkrat za vselej pozdraviti, kot denimo pozdravimo okužbo, kot kakršna je na primer angina z antibiotiki in potem, ko je terapija končana, je bolezen pozdravljena. Pri luskavici se bi seveda bolezenske spremembe, ko bi zdravljenje prekinili, večini povrnile. Torej, bolezen ne moremo še pozdraviti. Je pa možnost z sodobnimi zdravili tudi pri najhujših oblikah bolezen obvladovati v takem stanju, da je koža praktično lahko skoraj da zdravega videza. In seveda vplivati tudi na vse ostale vidike, ki jo ta bolezen ima. No, do tega vprašanja bova še prišla in bova to malce bolj podrobno pojasnila. Bi vas poprašal za naslednje mnenje, ki smo ga tudi slišali, glede na to, da se pač seveda srečujete dnevno z bolniki, se z njimi pogovarjate, imate verjetno marsikakšno informacijo, ki drugi nimajo. Slišali smo enega od anketirancev, da bi slovenska družba, verjetno zdaj predvidevam, da po svetu znalo bi biti tudi tako, morala te ljudi nekako sprejeti. Kako recimo vi kot zdravnik na to gledate? Ja, vsekakor bi bilo tu treba narediti še več, čeprav je, kot so nenazadnje odgovori pokazali, osveščenost naših ljudi, kar se tiče luskavice, se že precej izboljšala glede na stanje, kakršno je bilo pred 10 in več leti. Tako da zavedanje, da luskavica ni nalezljiva, da te spremembe niso kužne, pomaga ogromno in seveda poznavanje bolezni kot take tudi olajša obolelim vključevanje v vse vidike vsakdanjega življenja. Tako da mislim, da se je ta odnos že bistveno izboljšal, zagotovo pa oddaja, kakršna je današnja, tudi imajo željo, da bi še izboljšali to stanje. Če morda nadaljuje nekako v smeri in bo potem prišla do nekako rdeče niti tokratne oddaje zdravljenja in da se res da veliko storiti z sodobnimi medicinskimi prijemi. Če lahko svetujete gledalkam in gledalcem, ki nas sedaj gledajo po Sloveniji, kako lahko prepoznajo, da morda je to luskavica in seveda čim prej obiščajo dermatologa? Torej pojav vnetnih in ali luščečih se žarišč nad komolci, nad koleni, v lasišču je kar že sumljivo ravno za to diagnozo. Obenem se lahko pojavljajo tudi včasih spremembe na nohtih, kot so drobne vdolbinice ali rumenkaste zadebelitve pod nohtom, odstop končnega dela nohta od podlage, včasih tudi težave s sklepi sočasno z žarišči na koži. Torej v teh primerih je prav obiskati najprej svojega osebnega zdravnika, specialista splošne medicine, ki v primerih, kadar je bolezen huje izražena, potem napoti obolelega tudi k specialistu dermatologu. Začetno zdravljenje večinoma temelji na rabi zdravilnih mazil, losjonov in krem, ki jih že predpišejo osebni zdravniki. Če pa to zdravljenje ni dovolj učinkovito, potem pa seveda, če so spremembe razširjene,
je vsekakor potrebno obiskati specialista dermatologije. Verjetno so bili bolniki z luskavico, ki imajo to bolezen že dalj časa, morda v preteklosti, ko možnosti, kakršne so danes, še ni bilo, tudi kdaj razočarani nad dermatologi, ki jim takrat nismo mogli pomagati v zadostni meri. Mogoče je kdo dobil res samo recept za mazilo in nič kaj drugega, ne. Tako da tukaj so spremembe res velike in zato vsekakor svetujem vsakomur, ki ima hujšo obliko luskavice, naj obišče zopet svojega zdravnika in po potrebi dermatologa. Ja, dejansko dejali ste mi, da so možnosti za ozdravitev danes zelo velike, da skratka stroka je tako napredovala, da zdaj lahko res pomagate bolnikom. Ja, žal ne za ozdravitev, ampak pomagamo pa res lahko v veliki meri. S tem mislimo na recimo 75%, 90% izboljšanje stanja, ne. Mnogim kožne spremembe povsem izginejo. To seveda pomeni, da vendarle je potrebno nekakšno stalno zdravljenje ali vsaj občasno ukvarjanje s to boleznijo, ampak praktično skoraj vedno je možno pomagati v res izredni meri. Izpostavili ste, da je psoriaza več kot bolezen kože, da katere bolezni so lahko tudi pridružene? Kaj točno pomeni, da je psoriaza, omenili ste, sistemska bolezen? Lahko to malce pojasnite? Ja, poleg vnetja sklepov se pri luskavici pogosteje pojavljajo metabolne težave, torej spremembe v presnovi. Mnogi bolniki, ki imajo luskavico, imajo kot posledico tega prekomerno telesno težo, sladkorno bolezen, potem povišane vrednosti različnih maščob v krvi, kot denimo holesterola. To pogojuje pogostejše pojavljanje bolezni srca in ožilja in če seveda vseh teh stanj ne nadziramo in ne zdravimo tudi same luskavice, lahko po letih tega stanja seveda nastanejo tudi resna obolenja, kot je srčni infarkt. Zato so ogroženi predvsem tisti, ki zbolijo z hudimi oblikami luskavice, zlasti če zbolijo mladi. Nekatere raziskave so pokazale, da če zboli oseba pri 20-ih s hudo luskavico, ima kasneje, če bi se ne zdravila, 7-krat večje tveganje za pojav srčnega infarkta kot nekdo, ki nima luskavice. Če zboli pri 30-ih zopet s hudo obliko luskavice, je tveganje za infarkt 5-krat večje. No in sodobna zdravila, ki jih uporabljamo za hujše oblike luskavice, kot so nekatera zdravila v obliki tablet, naprimer metotreksat, ali biološka zdravila, lahko to tveganje zopet bistveno zmanjšajo. Nekako logično vprašanje, kot strokovnjaka vas bi vprašal, kako priti do pravega oziroma najbolj primernega zdravila za posameznika. Verjetno vsako zdravilo ni kar za počez za vse. Zagotovo. Že pri izbiri mazil, krem in losjonov ter različnih učinkovin, ki so v njih, je seveda treba upoštevati videz žarišč, ki jih ima oboleli, tip luskavice, razširjenost sprememb, tako da vse to nas vodi pri izbiri lokalne terapije, kot temu segmentu pravimo. Če to ni uspešno, je ena od naslednjih možnih stopenj fototerapija, kot je obsevanje z različnimi viri ultravioletnih žarkov in pa potem seveda sistemsko zdravljenje, sprva z zdravili, ki jih dajemo v obliki tablet. Če pa se to ne obnese, pa lahko uporabimo tudi biološka zdravila. Uvodoma v ta pogovor, profesor Lunder, sem dejal, da je naš namen, da ovržemo nekatere najbolj pogoste zmote in če se strinjate, bi to sedaj storila. Psoriazo povzroča slaba higiena. Tukaj zagotovo ne drži. Nikakor ni ta bolezen povezana z slabim vzdrževanjem osebne higiene.
Je pa po drugi strani zagotovo treba pri luskavici tudi negovati kožo. Ne le umivati, ampak jo seveda potem tudi negovati, kajti če je preveč izsušena, se lahko stanje tudi nekoliko poslabša. Luskavica je spolno prenosljiva bolezen? Sigurno ne, nikakor ne. Ne spolno prenosljiva, nekako drugače nalezljiva. Luskavica je samo izpuščaj? Tudi to ne drži povsem, ker, kot sem povedal, se pojavljajo poleg sprememb na koži, ne samo nekega blagega izpuščaja, že spremembe na koži so pri hudih oblikah lahko izredno obremenilne za obolelega, ampak poleg tega tudi psoriatični artritis, metabolni sindrom in druga obolenja. Tako da problem je kompleksen in bolnika je treba zdraviti celostno. In ponovila bova še enkrat, ker je to potrebno velikokrat povedati, luskavica je neozdravljiva? Žal še ni. Upamo pa, kajti napredek pri zdravljenju hudih oblik luskavice je v zadnjih 10-15 letih izreden. V tem obdobju smo dobili celo vrsto izredno učinkovitih in zelo varnih zdravil, s katerimi lahko pomagamo mnogim našim dolgoletnim bolnikom, ki smo jih starejši dermatologi, da se že nekako lahko prištevam v to skupino starejših specialistov, poznali pred leti kot stalne obiskovalce naših bolniških oddelkov, ker so ležali včasih po mesece vsako leto, da smo jih zdravili, pa kljub temu to zdravljenje takrat ni bilo uspešno. Danes dobijo zdravilo, recimo enkrat na 14 dni, na mesec, več mesecev dobijo injekcijo in živijo popolnoma normalno življenje. Koža je normalna in seveda tudi ostali vidiki te bolezni so obvladani. Tako da ta napredek je izreden. Težko najdemo kaj dosti bolezni, pri katerih bi bil napredek v možnostih zdravljenja tako velik, kot je v zadnjih 10 letih doživela huda luskavica. No, to je zelo pozitiven podatek, zelo dober podatek za vse tiste, ki pač so oboleli za to boleznijo in seveda za vse ostale, ki se tako ali drugače srečujejo z bolniki. Profesor Lunder, kot vrhunski strokovnjak, bolezen vpliva na kakovost življenja bolnika. Kaj bi svetovali? Na vsak način nikakor ne obupati, pogumno se spopasti s to boleznijo, obiskati svojega osebnega zdravnika, po potrebi specialista, upoštevati njihove napotke, prilagoditi do neke mere svoje življenje tej bolezni in živeti v bistvu normalno naprej kot do sedaj. Dejali ste prilagoditi svoje življenje tej bolezni. Kakšno vlogo ima pri tem prehrana? Ne prav velike vloge, žal ni realnega upanja, da bi lahko z kako dieto bistveno pomagali obolelim z luskavico. Obstojajo sicer posamezna poročanja pacientov, ki opažajo izboljšanja bolezni, ki pa jih je zelo težko povezati z kakršnokoli dieto. V to smer so bile delane številne raziskave v preteklosti in žal niso našli prepričljive povezave. Pomembno je predvsem paziti, da ne pride do povečanja telesne teže, predvsem obsega v predelu pasu, ker oboleli z luskavico imajo le večje tveganje za metabolni sindrom, bolezni srca in ožilja, tako da paziti na telesno težo in vzdrževati tudi redno telesno aktivnost. To je pomembno. Profesor Tomaž Lunder, nekako v zaključku me preveva misel, me zanima, kaj boste vi odgovorili. Zakaj je danes luskavica žal še vedno na nek način tabu tema, ali se motim? Mislim, da ni več tabu tema, kot je včasih bila. V preteklosti so se oboleli skrivali, o tem obstojijo mnoga poročila, mnoga pričevanja. Bolniki spremenijo način oblačenja,
tako da so si v preteklosti s tem zakrili obolele dele telesa, da bi okolica ne videla, da imajo luskavico. Danes je ravno zaradi večje osveščenosti med zdravimi sprejetost obolelih v družbi bistveno boljša. Morda pa še vedno to zavedanje ni povsod dovolj veliko, tako da upam, da smo danes tudi primaknili en droben kamenček v pozitivno smer. To zanesljivo. Čisto v koncu pa vas prosim za neko sklepno misel, da povzamete tisto, kar je najbolj bistveno glede luskavice. Najbolj bistveno je ne se sprijazniti z luskavico, zahtevajte, vztrajajte na učinkovitem zdravljenju. Ukolikor to ni možno samo z lokalno terapijo, poprosite svojega osebnega zdravnika, da vas napoti k dermatologu in zagotovo se bo našla rešitev. Profesor Tomaž Lunder, hvala lepa za ta zelo koristen in spodbuden pogovor in še veliko uspeha pri reševanju te zahtevne bolezni. Hvala lepa tudi vam. Vam, spoštovane in spoštovane, za zaključek pa samo še naslednja misel. Nihče ne more skočiti iz svoje kože. Ko boste zagledali človeka z luskavico, se ne osredotočite na njegovo bolezen in kožo. Dajte mu priložnost, ga spoznajte in sprejmite kot osebnost. Srečno.